Namen današnjega posveta je bil predvsem dati priložnost predstavnikom invalidskih društev, ki jih je mimogrede v Mariboru 20, torej 20 različnih oblik invalidnosti nekako pokriva svet invalidov, da jim damo iz prve roke informacijo tako po vsebinski plati, kje se lahko aktivno vključijo v programe EPK, kot na drugi strani, kako bo omogočena dostopnost do objektov, ki se bodo v bodoče gradili na območju Mestne občine Maribor, tako da ta arhitekturni vidik nekako osvetlimo. Tu nam je seveda nasproti priskočil seveda mestni arhitekt, ki je ključnega pomena pri investicijskem delu projekta EPK, na drugi strani pa seveda Mitja Čander, ki je dejansko sam sebe označil kot invalida. Verjamem, da ima še on poseben čut za to skupino, populacijo ljudi, tako da v bodoče seveda pričakujemo tudi konkretne predloge strani invalidskih organizacij oziroma društev, kje oni vidijo, s katerimi programi bi se vključevali v EPK, in dejansko je tudi rezime današnjega posveta ta, da bi se oblikovala ena medresorska skupina, sestavljena iz predstavnikov invalidskih organizacij oziroma društev, ki bi potem te prejete predloge preučila in jih nekako prefiltrirala ter najustreznejše tudi posredovala naprej programskemu svetu. Po drugi strani pa bi tudi bdela nad temi rešitvami, ki se tičejo arhitekturnih rešitev, da bi opozarjala pravočasno na morebitne pomanjkljivosti, ki se nanašajo na projekte in potem kasnejšo realizacijo. Jaz mislim, da se marsikaj da narediti predvsem z dobro voljo in z neko predvsem pripravljenostjo, da se kaj naredi. Seveda so gotovo tudi kakšne stvari, ki niso rešljive, in če so bile v fazi načrtovanja slabo zamišljene, bodo verjetno težko popravljive. Jaz pa verjamem, da marsikaj se pa da narediti in niti ni dostikrat povezano z nekimi velikimi finančnimi vložki, ker predvsem za to, da se zavedamo, da so javni prostori zares namenjeni vsem. In če imamo to zavest v sebi, verjamem, da lahko v teh mesecih, ki nas čakajo do Evropske predstavnice kulture, vsakdo postori marsikaj. Mi bomo predvsem poskušali opozarjati na težave, vse odgovorne, in upam, da bomo lahko čim več tudi konkretno rešili. Največ težav se še vsekakor pojavlja v smislu dostopnosti. Tukaj so seveda paraplegiki, tista skupina, ki so najbolj deprivilegirani. Kot veste, tudi mestna občina še nima dostopa v višje ležeče etaže, tako da zdaj upam, bomo to rešili z dvigalom. Mimogrede imamo v teh dneh tudi odpiranje ponudb za dobavitelje oziroma izvajalce dvigal, konkretno pa tudi seveda slepi in slabovidni, tudi oni se srečujejo z težavami. Konkretno na mestni občini smo za ta problem poskrbeli v smislu nabave indukcijske zanke. Ostalo, kar se slepih in slabovidnih tiče, veste, da poteka v mestni občini Maribor trenutno se pravi gradbena dela namestitve taktilnih oznak za slepe in slabovidne, ki so nekako, ta projekt je rezultat kandidiranja za evropska sredstva, kjer smo pridobili 600 000 evrov ravno za namen namestitve taktilnih oznak za slepe in slabovidne ter odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane. Dostikrat se dogaja, da sicer načeloma je označena dostopnost za invalide ali pa za različne skupine oseb s posebnimi potrebami, pa se potem v sami praksi pokaže, da so pri tem številne ovire. In naš interes je pač torej konkretno za projekte in za vsebine, ki bojo v okviru EPK-ja, preveriti, kakšna je ta dostopnost, v kolikšni meri so stvari dostopne, in to potem tudi jasno označiti v programu in pa v samih materialih, ki bojo v okviru EPK-ja potem posredovani naprej. Zelo pomembna so seveda tukaj različne tehnične podporne stvari, ki so mogoče, da so vsebine potem lažje dostopne, po drugi strani je tukaj uporaba znakovnega jezika mogoča, ne, ampak tukaj bo potem pri konkretnih projektih se potrebno odločati, v kolikšni meri in na katere načine bi bilo to najboljše zagotoviti.